Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Moj današnji gost je vinolog Uroš Valcel. Saj ne vem, če sem povedal pravi naziv, bova pa prišla do njega pozneje. Pozdravljen. Ja, lep pozdrav, dober dan. Povod, da sem vas povabil, je, da v bistvu upravljate z vsem, kar se dogaja z vini na posestvu Marof. Ja, res je. In povejte mi, kako ste prišli v to zgodbo na Goričko? Vi ste iz Zgornje Kungote sicer rodom. Ja, načeloma, kot pravite, sem iz Zgornje Kungote. Mislim, da je nekako v mojem DNK bilo zapisano, da sem se rodil v vinogradniško mešani kmetiji. Je pa res tudi, da je star oče dejansko bil sodar. Tako da nekako na naši hiši je bilo vedno nekako dejansko vse povezano z vinom. Tisto, kar se mi zdi najbolj ostalo v spominu, je, ko je moja mama dejansko zatikala teh 12.000 trt, ki smo jih posadili takrat v leto 1984, in se mi zdi, da tisto je bil nekako verjetno neka povezava, ki je ostala v meni. No, jaz moram reči, da si nikoli nisem tudi predstavljal, da bom delal na kmetiji. Tudi mi je doben, da rečem, ni silo, da bi mogel kaj početi. In sem imel eno idejo ali pa neko pot, ki sem jo jaz pri sebi videl, sem dejansko mislil, da bom postal profesionalni košarkaš. In to je bilo res tisto, kar me je veselilo. In vse veste, ko si kot otrok, je kmetija dejansko breme za vsakega. Če si predstavljam tudi, ko greš v Maribor, si zaznamovan z nekimi... Maribor ima, na eni strani je bil Branik, na drugi strani železničar, oziroma potem pozneje je bilo druga imena. Kam ste spadali? Jaz sem bil Branikovec. A Branikovec? Ja. Jaz sem bil Branikovec. Ne, mi nismo več v Luknji igrali, mi smo takrat, mislim, bilo je še igrišče na Smetanovi, da rečem tiste poletne priprave, drugače smo pa po srednjih šolah igrali košarko, no, takrat Branik, ampak ja, 5. razred osnovne šole, dejansko vsak dan skoraj v Maribor na trening in nazaj. Kako dalje ste prišli, da ste razmišljali lahko celo o tem, da bi se res ukvarjali s košarko? Mislim, nisem, da rečem, zdaj razmišljal, jaz sem pač živel za to košarko. Bil sem kot kadet priključen članski ekipi, tako da sem dejansko 4 leta preživel takrat oziroma treniral, pa preživel z njimi ta čas za člansko ekipo. Tako da takrat se mi je zdelo dokaj resno, glede na to, na kakem nivoju je bila košarka takrat, predvsem mariborska košarka se je dvignila z prihodom takrat Sateksa, in pa na drugi strani je bil zelo močen Mariko Miklavž, tako da to sta bili res dve sredini, ki sta bili sami po sebi neko jedro za dokazovanje, in tudi nasplošno se mi zdi, slovenska košarka je bila res takrat v največjem razcvetu. Kaj bo, soigralci znani, kdo so bili? Jaz sem z Bečirovičem, da rečem, sem eno leto treniral, ko se on takrat z Bistrice prišel, njegov oče tudi za trening. Nagbar je hodil 2 leti z nami trenirati, ampak ti fanti so pol šli, en je šel v Olimpijo, drugi je šel takrat v Laško, koliko se spomnim. Tako da to sta res taka 2 imena, ki sta pol naredila res bleščečo kariero, mislim tudi na svetovnem nivoju. Drugače pa bil tudi Krum, je še tudi z nami treniral, ki je bil dokaj uspešen. Drugače so pa fantje pol igrali po prvi ligi, da rečem, ti moje generacije, nekaj jih je tudi končalo v Radenski Kreativ takrat, tudi jaz sem dobil povabilo, ampak jaz sem, ne vem, kaj je to botrovalo, ampak Spešič pa ta banda, ne? Ja, z tistega obdobja se mi zdi, ko smo šli na ta zadnji turnir v Francijo, mi smo zamenjali tudi trenera, takrat je bil Pipan trener, ki se mi zdi nasplošno, če gledam zdaj njegovo pot, je dal podarek na mladih igralcih, ampak zamenjavo trenera pri Braniku, ne vem, mogoče je tudi vse botrovalo, kaj se je zgodilo meni v življenju ali pa takrat v tistih najstniškem času, da ko sem se vrnil, sem rekel mami, gled, jaz pač ne želim več igrati košarke.
kar je bilo, mislim, veliko presenečenje za njo, po drugi strani pa jo tudi razumem, da je pač želela vse narediti, da bi se jaz in moj brat dejansko najbolj ugodno počutila, no, v tistem času. Dobro, zaznamuje to eno mladost človekovo, ne? Ker praktično nič drugega ne počneš, hodiš v šolo pa treniraš košarko. Ne? Ja, sigurno, dejansko nimaš drugega, ne, se mi zdi. Mislim, za vsakega je to več kot dobrodošlo, no, če se tako izrazim, tudi upam, da bojo zdaj moja dva sinova in pa hčer, da se bojo šli ukvarjati z športom, oziroma ne toliko, se mi zdi, z individualnim športom, kot športom, ker je ena množica ljudi, no, ki se je toliko prilagajanja, toliko odrekanja. Tudi se mi zdi, spoznaš Koliko so stari otroci? Filip je zdaj 12, Jakob je 10, pa Zala je bila 7. Pa kaj, nekaj že trenirajo? Ja, vse trenirajo košarko, no, moram reči, da trenirata košarko, ampak predvsem se mi zdi to, da pač hodita na nek šport ali pa da imata neki odnos do tega, da tudi spostavita eno odgovornost do tega, da ne vem, in da se tudi naučijo konec koncev, da obstajajo porazi in zmage, in predvsem se mi pa zdi ta sporočilnost, da ti skozi, ne vem, jaz sem vseeno nekaj let treniral, se mi zdi, da ti dobiš občutek, da je potrebno vlagati nekaj, če hočeš na koncu dobiti nek uspeh, in da si predvsem, se mi zdi, tista potrpežljivost se ti sama v sebi nekako naseli, da znaš počakati na stvari, in kar se zdaj, da rečem zdaj, to, kar jaz počnem v vinarstvu, je normalno, se mi zdi komponenta, časovna komponenta je vedno tista, ki je lahko ključna ali pa ne ključna, ki lahko človeka zbega ali pa ne zbega, ne. Pri teh stvareh, ko jih mi počnemo, ali pa tako kot jaz razumem to goričko, ali pa vidim to vrednoto, je dejansko potreben čas, da ta vina pokažejo ekspresijo v res tisti vsemogočni luči in da res pokažejo tisto bistvo sploh, kaj bi ta vina naj bila. Vi ste zgodaj izgubili očeta in ste morali prevzeti nekak skrb za vinograd. Hkrati ste začeli študirati agronomijo, ali? Ja, izgubil sem očeta in v tistem obdobju sem jaz bil skoraj 100% pri košarki. Takrat se mi zdi, mama niti ni želela dajati neko odgovornost. Mogoče sam po sebi pol razmišljaš, včasih kdo reče, joj, deluješ tako resen, ali pa si že bil takrat nekako resen. Mogoče te to sigurno zaznamuje. Ali pa, mislim, v enem takem kraju, kot je bila Kungota, v enem malem, ko se ti to zgodi, pol sploh vidiš bistvo okolice. Ne? Imaš občutek, da bi na nek način mogli pomagati, pa vidiš, da se vsi oddaljujejo. Ne? In je en poseben trenutek bil za nas. Ne? Se mi zdi, mama je pač res pokazala tisto neko notranjo moč, verjetno, in je imela res tisto idejo, pač želim za Uroša, za Aleša, za brata, narediti vse, da ima omogočim en normalen razvoj. In je tudi takrat vzela, moja mama je bila zaposlena, ni delala na kmetiji, ne. Kmetija je bila kar dokaj velika in je res prevzela vso breme dela na kmetiji oziroma obdelovanja na sebe. No. In je bilo zelo zanimivo, jaz tam skoraj do 18. 19. leta sem zelo redko pomagal. No. Res je bilo vse posvečeno temu športu. Ali pa, ne. In po tistem, mislim, mi smo se že začeli doma pogovarjati v smislu, kaj sploh ne naredimo s to kmetijo. Ne. Mama je rekla, glej, ne vem, najboljše, da jo prodamo, mene konec koncev tudi to omejuje. Raj, če bi bila z vama služba, vse ostalo, ne, ampak potem sem jaz to prevzel in letnik 99 je bil tisti moj prvi letnik, no, ko sem začel obdelovati vinograde ali pa se s tem ukvarjati res do obisti. 20-letnica. Ja, skoraj, ja. Kje vas je našel Stanko Polanič? On je namreč kupil posestvo na Marofu oziroma v Mačkovcih in potem iskal, vi ste drugi vinar tam pri njem, ne? Ja, jaz sem prišel kot drugi vinar. Jaz sem poznal Ericha Kruclerja, ki je delal... Avstrijca, ki je bil začetnik dejansko ideje skupaj z gospodom Stankotom
o tem posestvu in midva smo si bila zelo blizu, tudi po načinu razmišljanja, po načinu, na kakšen način bi naj ta vina izražala, da rečem tisti trenutek, to štajersko. In ko je leta 2006 zapustil on posestvo Dveri Pax, je tudi zanimivo, da sem jaz takrat opravil trgatev tam. Ampak jaz sem bil dejansko kot nek takrat še v smislu študent, asistent tistemu takratnemu enologu na Dveri Paxu in ko je Erich pač dejansko začel delati vina v Prekmurju ali pa se s tem ukvarjati, moram reči, da do leta 2008, mislim, sploh nisem vedel, nismo se niti srečali, niti se nismo pogovarjali, nismo niti občutka, da je nazaj v Sloveniji in takrat smo stala skupaj v Ljubljani na vinskem festivalu, on z Marofoj vini in jaz z svojimi vini in seveda pogovor je nanesel, kak je v Prekmurju. To so bila vina Valfl. To so bila vina takrat Dukal, jih ima zdaj Kekec Luduka dalje. Jaz sem leta 2006 mojo kmetijo želel povezati z Kekčevo kmetijo in takrat smo se odločili, da je bila vina Dukal, oziroma bila so moja vina in pač nanesle pogovor, da bi bilo pa, če bi bil jaz pripravljen, bi bil vesel Erich, če bi se jaz priključil njemu tukaj na Marofu. In midva se, jaz sem skozi, da rečem, zadnjih 3 let najnega skupnega projekta z Dukalom ugotavljal, da ni neke iskrenosti, da ni tiste res prave želje. A s Kekčevo domačijo? Ja, za Kekčevo, oziroma takrat ugotovila sva, da smo vsak na svojem bregu in je bila toliko lažja odločitev, ko je rekel Erich, bi se ti želel priključiti k nam. Jaz moram reči, da nisem poznal takrat nič, ne o Prekmurju, ne kdo je lastnik posestva. Jaz sem pač... Da tam sploh vino je? Tega nisem... Ja, dobro, moram reči, da tudi takrat nisem imel občutka, da je Goričko toliko bilo, sem ga spoznal skozi čas. Tako da, in tisti izlet, da rečem, na nek način izlet v Prekmurje, jaz sem šel tu iz Šentila preko avstrijske Radgonske, preko avstrijske Radgone proti Kramarovcom in se mi zdi, ko prideš tam čez Sotino, vedno me je fascinirala, da rečem, minerali, zemlja, vse kaj je spodaj dejansko pod trtami in se mi zdi, ko vidiš tisti Sotinski breg in pol stare trte v Kramarovcih, pol sploh ni več vprašanje, da ne bi želel tukaj izraziti na nek način ta del Slovenije v steklenici. Je res tako posebna ta zemlja, pa te kamnine pod njo, o tem zelo strastno govorite, v Mačkovcih, Kramarovcih, še ena lokacija. Bodoncih, ja. To se pravi, v glavnem res ta del Goričkega. Mislim, Goričko je posebno. Zdaj, če pogledamo že po geološki sestavi, imamo res dosti, da rečem, nekih geoloških profilov, ki jih načeloma ne najdeš drugot. Zdaj, če rečem, Štajerska je bolj ali peščena pa lapor, tudi v Brdih zdaj to poko pa lapor povezuje. Pri nas ni dejansko samo lapor ali pa ni samo bazalt. Ti imaš ten Kramarovci, se mi zdi fascinantni, tam imaš tiste vložke apnenca z fosili školjk, plus da še imamo tega vulkanskega tufa, vulkanskega pepela. In to je ena taka prepletanje, toliko, koliko sem gledal pa ugotavljal, jaz sem pač probal vse vinograde zaanalizirati na nek način. Mi smo se odločili takrat, ko smo neko idejo tudi, da rečem, ko je Erich imel neko svojo idejo, jaz sem se priključil posestvu in sem imel tudi neko svojo idejo, da rečem, kak bi na nek način to Goričko preslikal v steklenico. Mi smo takrat preleteli vse naše vinograde in poslikali z ptičje perspektive in smo se dejansko lotili znotraj teh vinogradov ugotavljati normalno. Ti imaš pasove, ker je na koncu vegetacije ali pa pred trgatvijo listje malo bolj rjavkasto, eno je še zeleno in mi smo se šli ugotavljati v smislu tem, ali je zdaj to zaradi neke mineralne sestave ali je mogoče tam toliko več na voljo mineralov. In smo naredili v zadnjih 10 letih res izredno dosti nekih mikrovinifikacij. Mi smo pač poskušali te vinograde razparcelirati in jih tudi posebej zvinificirati. Jaz sem pač skozi teh 10 let želel ugotoviti, katere sorte
pa katere, da rečem tudi, katere lege bi najbolj idealno, da rečem, na najbolj purističen način, v smislu, da človek kot tak se, ko pride grozdje v klet, umakne, najbolj na purističen način izkazali to goričko. In kot sem že prej rekel, oziroma ste me vprašali, to goričko je posebno po mineralni sestavi, poleg drugega imamo pa neverjeten vpliv te Panonske nižine, ki nam prinaša skoraj največ sončnih dni v državi, oziroma skoraj enako kot Koper. Po drugi strani imamo pa najmanj padavin. In se mi zdi, vedno je bil odgovor, ne, kot se ti lotiš neko zadevo, se mi zdi vinarstvo početi, kaj je sploh tisto, kaj si želiš delati v prihodnosti, je, da greš gledati, kaj so delali v preteklosti. Ne. V preteklosti so predvsem opazovali, ne. In mi smo tudi na nek način... Ampak tam je bila zmeraj neka logika, ki jo potem šele ugotoviš, ko začneš to malo študirati, ugotoviš, da vse je imelo svoj smisel. Kje si postavil vinograd, kje si katero sorto, ne vem, kje je hiša stala, recimo. Ker zdaj delamo to... Ja. Mislim, tako kot pravite, ne, vse je imelo svojo logiko, konec koncev tudi se mi zdi vse velike, enostavne, vse velike stvari, ne glede, ali so to vina, ali je to nekaj drugega, na koncu, ko nekje stojijo, delujejo zelo enostavno, ampak so pa enostavne zato, ker imajo neko logiko. Zato, ker se je en toliko časa s tem ukvarjal, toliko časa je opazoval, toliko časa je razmišljal, da na koncu res ta stvar deluje enostavno. Tako dejansko mi želimo, da so naša vina videti enostavna, naša vina so neverjetno kompleksna, imajo neverjetno globino, ampak na nek način morajo biti enostavna. Če moram jaz razlagati in porabiti čas, ne vem, z nekimi zgodbami, da je to nekaj dobro, po moje, ni to pravo, ne, sigurno, da v debati o vinu, pa če koga več zanimamo, mu z veseljem razložimo, zakaj se mi zdi, da so ta vina takšna in takšna, zakaj so, ne vem, Kramarovci posebni, zakaj so Bodonci posebni, zakaj so Mačkovci posebni, ampak na koncu mora to delovati zelo enostavno. In tudi tisti, ko popije... Ja, ko dobiš kozarec v roke, pravzaprav ni pomembno vse to, kar zdaj vi govorite, to moraš ti čutiti v okusu. Ja, jaz mislim, da moraš čutiti, ne, sigurno. Zdaj, če si dovoliš, da to čutiš, boš čutil, ne. Koliko vam je za dvig ugleda pomagala tista uvrstitev med 3 vina svetovna enega legendarnih vinologov oziroma strokovnjakov za vina? Koliko vam je za modro Frankinjo gre, ne? Mislim, svetovno gledano mislim, pomagalo je predvsem to, kar smo že mi skozi, da rečem, govorili iz dneva v dan ali pa verjeli, ker je na nek način res ikona svetovne vinske scene postavil eno sivo liso, da rečem, slovenskega vinskega prostora in je dal takoj neko, da rečem, neko, kako bi to, da bi to najbolj, se mi zdi, plastično opisal. Dejansko se kar zmrazim, no. Gospod je februarja žal preminil. Moram reči tudi, če januarja mi je poslal eno sporočilo, ki me res ganilo in se mi zdi, da je on je dal neko osnovo, predvsem Prekmurju, ne. In da je tudi pokazal, da je lahko Prekmurje brez problema oziroma brez sramu se postavlja ob bok velikim svetovnim vinskim regijam, ne. Mi imamo v Sloveniji težavo, da sami sabi ne znamo okarakterizirati ali pa ovrednotiti, ali pa Prekmurje nikoli ni bilo ovrednoteno kot neka vinska destinacija, ne. In vse te zadeve so dale dejansko tisto potrditev nam, da delamo prav. Komercialno tega še niste prav izkoristili, ali? Mislim, moje razmišljanje je bilo vedno, da komercionalno, mislim, komercionalno to dejansko nekako izkoriščati tudi ni prav. Jaz mislim, da je to neka potrditev, ki tisti ta pravi, mislim, tista, da rečem, neka skupina ljudi, ki jaz mislim, da so naši potrošniki, se mi zdi, da tudi najde to informacijo. Mi bi lahko zdaj to, ne vem kako, probali še umetno ustvariti ali pa ovrednotiti to zadevo, ampak
mislim, ta zgodba Marofa, mislim, da se bo pokazala skozi dekade, no? Da je tista prava, da je iskrena in da res Goričko je neki unikum, ki ga je potrebno pokazati, oziroma predvsem to poreklo Goričkega kot takega, predvsem te naše lege, treba pokazati širnemu svetu. No? Sprašujem zato, ker dejansko Slovenija je po vinorodnih deželah razdeljena. Goričko nikamor ni spadalo, oziroma prekmurska vina niso spadala, spadali so v štajerski vinorodni okoliš. Zdaj vi poskušate priti, ne vem koliko je Lendava pri tem zraven, ampak z svojimi goričkimi vini na vrh slovenske scene. Koliko pri tem uspevate? Pa dobro, jaz mislim, da to nam je uspelo. Jaz mislim, da skozi zadnjih 10 let, da smo potrdili predvsem, da smo lahko konstantni, ker se mi zdi, na začetku je vedno ti lahko neko stvar narediš dobro, ampak dobro se pokaže skozi konstantnost. Predvsem lega, da rečem, ne toliko kot mi, ne, tu se vidi ta vrednota leg, da ne glede, da rečem, teh zadnjih 10 let, kvaliteta vina skoraj ne zaniha. Res da je, da ne vem, odločitev takrat že tudi vinograda je bila, da se posadijo stare, oziroma so bile mladi trte izgojene iz enih starih vinogradov, da ni bolj klonska selekcija, da se, ne vem, zatravlja v vinogradu. Normalno, da vsi ti postopki tudi dajo še več neke osnove temu grozdju, oziroma vse več vsebine, ker se mi zdi najbolj važno je, kako vse to, kar je nam na voljo na Goričkem, to vsebino prenesti v grozno jagodo in normalno za to grozno jagodo pa na najbolj purističen način pol ohraniti vso to njeno puristiko, vso to njeno bogatstvo in kasneje, da jo en lahko na drugi strani v steklenici zaužije. In da jo zelo radi uporabljate besedo purizem, puristični način. To pomeni predvsem delati na star način, pa da se čim manj tehnologija meša, da pustiš od začetka do konca, da vino dozori. Sami ste prej v enem intervjuju rekli, kosil sem vinograd, nisem šel s traktorjem v njega. Res je, tudi to sem doma počel. Ne. Sigurno bi bilo najlažje, da ne bi toliko, da rečem, vsak hod za traktorjem pomeni stiskanje korenin, zelo enostavno. In kar pomeni tudi vsak prehod s traktorjem, pomeni, da korenine, ki lahko rastejo zelo široko, pol začnejo sistematično rast samo ožje in v enem pasu in nimajo na voljo toliko mineralov. Naprimer, normalno. Korenine pa zaradi malo padavin morajo izkoristiti vse, kar pride vlage. Ja, sigurno. Korenine, mislim, Gorička je tudi, ko sem že prej omenil, za temi 500 mm padavin, pomeni, trta se najboljše počuti, če je v stresu. In ona bo dala najboljši rezultat ali pa največ vsebine, bo pokazala največ ekstraktnosti, bo pokazala takrat, ko bo še dejansko v nekem vodnem stresu. Takrat bo ona, kot ste sami dejali, primorana iskati to kapljico vode in potiskati korenine zelo globoko, boriti se za vse te minerale. Tudi odločitev takrat, ko smo mi 2009 za to otvoritvijo naše kleti, smo mi tudi postopoma, zdaj da rečem, te vinograde spreminjali in poskušali najti rešitve, da s traktorom hodimo manjkrat po vinogradih, da ne uporabljamo herbicidov, da ne uporabljamo insekticidov. In normalno vse to okarakterizira, vse to obogati na koncu to naše vino. Se mi zdi, vsak detalj je pomemben. Problem je, da ti imaš na voljo mogoče 30, upam, mogoče 40 trgatev. In se mi zdi, če ne na vse 40 trgatev narediš, vse prej je iskanje nekih idealov. To je tako kompleksna zadeva, tako kompleksna, da rečem, materija od te zemlje, pol grozdja do trte in enostavno ne moreš razumeti. Ti jo lahko pač poskušaš razumeti, poskušaš se ji približati. In vse te, da rečem, ti detajli, jaz mislim, da smo mi postavili zelo veliko na lestvici kvaliteto naših vin. In zdaj smo se začeli po prvem desetletju ukvarjati z detajli, ampak ti detajli so videni skozi desetletja.
In zdaj se mi zdi najbolj pomembno, da mi ohranimo to našo stilistiko v vinih in da 10 let dejansko po nekem starem kopitu delamo identično v kleti in probamo vsako leto vinogrado nekaj spreminjati. Poleg tega, da ti vinogrado spreminjaš, se še spreminja klima. Tako da to je toliko nekih faktorjev in tukaj ni enostavnih rešitev. Zato se mi zdi, da vse tisto, kaj so rešitve napisane na neki cetlic, ker jih tudi prodajo enologi, ne morejo biti dobre rešitve. So lahko rešitve nekega trenutka, ampak za eno res, kako bi to rekel, mislim, za tisto res vino, ki bo še čez 50 let identično temu, je pa potreben čas. In jaz mislim, kar je to goričko pač v mojih očeh mi dalo, da imamo res izredne lege, da je bila pravilna odločitev modro frankinjo posaditi v Mačkovce in da bomo skozi desetletja res pokazali to kvaliteto. Jaz sem pot do zmage. Ter ta trenutek, tukaj in zdaj. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Izberite življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav s fleksibilnimi zavarovalnimi vsotami ob nizkih premijah. Zavarovalnica Triglav. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 60 000 bralcev. Vsak mesec zabeležimo več kot 4 milijone klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 20 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Zavedamo se, da nismo v središču vaše pozornosti, a vedite, da ste v našem središču vi. Zato za vas nenehno razvijamo in izboljšujemo priročne rešitve, s katerimi smo vam na voljo vedno in povsod, ko nas potrebujete. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava. Uroš Valcel, zdaj prihajava do področja, kjer sem jaz malo bos, vam je pa to vsakodnevno delo. Kako pridemo od zasaditve trte do vrhunskega vina na posestvu Marof, kjer ste vi zdaj gazda? Mislim, zelo težko vprašanje. Se mi zdi za mene. Mislim, ko se odločiš, kaj bi sploh sadil, kot sem že prej omenil, se mi zdi, da moraš pogledati, kaj je bilo posajeno v preteklosti. Kje ste nabavili sadike? Sadike, moram reči, da smo na nek način imeli srečo, predvsem v Bodoncih in Kramarovcih, kjer je težko sploh reči, ali je to klonska selekcija teh starih šardonejev, v Bodoncih imamo ta Sauvignon, kak je sploh sadilni material in vino je krasno. In se mi zdi, to je tista baza za nas tudi, iz katere želimo črpati in razvijati, predvsem si razmožiti te mlade trte, da rečem, če bomo imeli željo saditi šardone, želimo iz tega vinograda. To je kot neka naša baza
in želimo skozi leta pač izbrati tiste trte, s katerih bi lahko razmoževali vinograde. Pri Modri Frankini je bilo to malo težje, koliko se spomnim, koliko smo se z Erihom pogovarjala, je Erih dejansko šel skoraj 80% vse Modre Frankinje razmožiti trse iz najstarejših vinogradov tukaj iz naše sosednje regije, iz Burgenlanda. Tam je kar nekaj nekih starih vinogradov, dejansko je tudi vinograd tega Saparija. Sapari je tudi našo posestvo oziroma lega kot taka. In oni so takrat iz teh starih trt, vse to je bil vedno dejansko kapital teh naših starejših ljudi, da so oni vedno imeli en vinograd, z katerega so dejansko si čepiče razvijali. In verjetno se bo spomnil še kdo, ali pa je videl kakih knjižic, kjer so plusi in minusi označeni. Dejansko so za vsako trto, za vsak vinograd imeli eno ocenjevanje. In v 5 letih trta, ki je dobila 5 plusov, oziroma da rečemo skoraj 4, je bila sposobna, da si iz tiste trte dejansko kot neki DNK dajo za naprej. In to je tista največja vrednota tudi, se mi zdi, vinograda. Ker če Pravi, to je šlo z navadno knjižico pa s plusi. Ja, z navadno knjižico in s plusi. In tudi je bilo vedno neka objektivnost tistega, ki je to počel. Da rečem, v Mariboru imamo en stari vinograd laškega rizlinga, je profesor Enžekovič, in dejansko vsi laški rizlingi, koliko jih poznam, ali pa vsi ta boljši, so iz tiste baze ustvarjeni. In se mi zdi, to je tista vrednota, ki smo jo mogoče v zadnjih 30 letih malo Kje je ta vinograd? pozabili. Tam v Vinarjah? Ja, pri kmetijski šoli. Ja. Mi smo pozabili to zadevo malo, zato ker je selekcija šla se, to pa mislim, da je vaša področje, ali pa boste poznali, mislim, da je bilo v 80-ih, 90-ih letih manj kovin. In selekcija trte je šla v količino grozdja, ne pa toliko v kvaliteto grozdja. Ako je Radgo nakupovala makedonsko namizno vino. Ja, to ne vem, to jaz ne morem komentirati, ampak dejansko tudi, če pogledaš, ne vem, trte sivega pinoja, ali pa včasih smo rekli rulandec, je bila trta sposobna mogoče maksimalno, ne vem, eno buteljko dati po trti. Zdaj je brez problema 4 do 5 kilogramov in mi smo se želeli temu izogniti. Tako da tisto, kaj je Modra Frankinja posajena, dejansko gre za eno selekcijo iz najbolj starejših ali pa najboljših, dokazano skozi desetletja, najboljših vinogradov Modre Frankinje. In ni cilj dosti kilogramov na eno trto, ampak Ne, mislim, nekje mi imamo zdaj posajenih tam nekje 120 tisoč trt in pridelamo zaenkrat med 60 do 70 tisoč steklenic, dejansko še pod eno steklenico po trti. Pri rdečih vinih, ker so trte stare tam 15 let, je mogoče odvisno pač od leta potrebno kaj poreči tudi. To se naredi v zadnji fazi, tam skoraj, ko se nekaj tretjina grozdja obarvanega se gre in se pač odrežejo določeni grozdi oziroma grozd, ki tak se ga malo, da rečem, obreže. No, tiste deli, kaj so zeleni. Modra Frankinja lahko ima zelo velik grozd. In se mi zdi ključno pri Modri Frankinji je zdaj, ko pred začetkom cvetenja, da se mogoče malo odstrani kakšen list pri grozdju. Pri socvetju na ta način se ustvari spet en šok za trto in trta odreagira, da tisti cvet, da rečem, namesto 100 jagod jih naredi samo 50. In na ta način naredi zelo prostora med grozdnimi jagodami, kar valjda v končni fazi pretrgatvijo pomeni spet mogoče 5 do 10 dni, da lahko dalje pustiš trto, ker ni gnitja, ker jagode niso zbite, ne začnejo pokati. Uroš, to vi delavcem pojasnite, kako morajo to delati? To delavcem pojasnim, delam tudi z njimi, pač zdaj že imamo eno ekipo, ki je 10 let. Glavnem že mislijo tako kot vi. Ja, jaz mislim, da trto treba osmisliti. Včasih se to tako smešno sliši, ko rečeš, ne, jaz točno vem, da trta ve, kaj si jaz želim. Ker ti dejansko vse postopke, kar imaš v glavi, oziroma ne bom rekel postopke, to, kar si ti zamisliš, jaz si želim tako pa tako vino, treba osmisliti na trti. Jaz ne morem zdaj reči, zdaj bom pa dal v taki sod, pa bo nekaj takega. Mi moramo to vinogradu narediti. To šele pride. To šele pride, to je pač odločitev, da rečem, ker v stilskem smislu. Zdaj recimo sva rekla, režemo, obrezujemo. Vsaka stvar ima neko težo. Ko obrezujemo,
normalno, na kaki način obrežemo. Ko plejemo, zakaj jo plejemo, zakaj mogoče odstranimo tretji list, pa ne odstranimo prvi list. Ne, vse ima neki namen, nič ni narejeno samo po sebi, zato ker mislijo, da mora biti narejeno. Potem, recimo, da preskočijo, pa kot pridete do trgatve, spet ni vseeno, kaj boste dali v prešo. Ja, sigurno, ne. Rečemo, da je pred trgatvijo na nek način že skoraj 2-krat grozdje selekcionirano. Tako da pri trgatvi se redko zgodi, da je grozdje, ki ne bi zadostilo, da rečem, nekim našim kriterijem. No. Pri nam je dejstvo, da ni dobenih kompromisov. Ne želimo delati dobenih kompromisov, ne v vinogradu, kakor ne, da rečem, v kleti. Tako da, Se pravi, nič gnilega ne sme priti not. to tako odpade. Mislim, da tu sploh ni debate, da bi se s tem ukvarjali. Dejansko že grozdje odberemo oziroma selekcioniramo, da če se, tako ste rekli, če se zgodi kakšna grozna jagoda, ki je gnila, se vinogradu že odstrani. Pol grozdje pride še na selekcijsko mizo v klet, ker se še enkrat pregleda. Vse, če želimo mi imeti res tisto čistočo vina, in jaz mislim, da naša vina so ekstremno precizna in čista. Ne govorim zdaj, ali imajo vina širino, ali imajo več vertikalnosti, ampak če pokušiš naša vina, res lahko vidiš to čistino tega grozdja. In v kleti je pa najbolj važna higiena. Zdaj, higiena ti tudi na nek način diktira, ali uporabljaš žveplo ali ne uporabljaš. Če je higiena res, da rečem, laboratorijska, pol je vsakemu logično, da grozdje, ki prihaja, lahko gre v macerator, lahko gre v prešo, v stiskalnico, lahko gre v sod. Pecljate grozdje, preden gre v prešo ali... Odvisno, ne, odvisno. Moram reči, da sem od začetka, jaz sem vseeno naredil nekje 12 trgatev na Štajerskem. In na Štajerskem moram reči, da je težko grozdje prezoreti. In nisem imel občutka, tudi ko sem prišel sem, nisem imel občutka, da lahko pa tu zadevo prezorim. Ne, to pomeni, da že arome prehajajo bolj v težke, ampak bolj sladkaste zadeve. Ne vem, da rečem, če na Štajerskem mogoče nekaj diši po še zeleni jabolki, tukaj lahko že imaš čežano. In to je zdaj ta debata, tudi ugotoviti pravi čas trgatve, da ni ta prezrelost, ker mi še pol vina, minimalno 18 mesecev, pa tam rdeča do 48 mesecev zorimo v kleti, brez žvepla. Na družeh. Letos ti ne moreš piti vašega vina od lanske jeseni. Ne. Drugo leto še. Dejansko se sploh ne ukvarjamo še z lanskim letnikom. Vino je v posodi. Zdaj, posoda, tudi to ni povsod isto. Vam ni vseeno, če je ogromna posoda, ali če je 500 litrska ali je 5000 litrska? Ne, jaz sem pač skozi te mikrovinifikacije, ki sem jih na začetku omenjal, tudi poskusil razumeti, katera posoda bi bila najbolj primerna ali pa volumen. Ker zdaj normalno, zdaj ti z manjšimi volumni sigurno malo, da rečeš, maskiraš poreklo, odkot vino prihaja. Če si predstavljate slik iz Bordoja, ker imajo te male sočke, in da dam jaz tukaj na Goričkem vina v te male sočke, pa da imam približno enake sorte, lahko na nek način skoraj podobno stilistiko ustvarim, kot jo imajo v Franciji, ali pa, da rečem, kolegi v Brt, ali pa en v Italiji. Normalno, da so razlike, ker je teroar, ker je človek zadaj, ne. Vsak ima neko svoje, ampak ti stilistiko pa vseeno določiš. In jaz mislim, da imamo, vse to je ta prednost Goričkega, ne. Goričko je samo po sebi toliko bogato z soncem, toliko po sebi je bogato z mineralno osnovo, da mi smo ugotovili, da ne rabimo dobenih malih sodov, imamo še nekaj starih barikov, ki jih počasi zamenjujemo, ampak mi dejansko ne rabimo dobene sladkobnosti od lesa, ker les ti na nek način tudi prinese eno sladkobnost. In razumljivo je dežele, kjer imajo Cabernet Sauvignon, ali pa, da rečem, tudi Sloveniji, tisti ta pravi bojo znali povedati, da mogoče v 10 letih so 3 trgatve prave. Vse ostalo imajo malo tega zelenkastega občutka in ta zelenost je treba nekako zakriti. In najlažje jo je zakriti dejansko z sodom. Posebej še z novim sodom, ki je na nek način dodimljen. In tukaj prihaja pač do neke
na nek način na novo ustvarjenih arom, ki če bi bili v inox posodi ali pa neki nevtralni posodi, da rečem, se ne bi mogle razviti. Tukaj se pa zaradi žganega lesa, zaradi te sladkobnosti, pač ustvarjajo se ene kemične substance, ki normalno dodajo kompleksnost. Jaz pa mislim, pa verjamem, da glede na to, na kaki način mi pristopamo, da je, poleg tega je Goričko tudi, no sem pozabil omeniti, je neverjetno biološko pestro. Mi nimamo plantaže vinogradov, dejansko vsi vinogradi so obdani z gozdom, vsi imamo, ne vem, travnike, imamo sadovnjake. Ta Mačkovska lega je meni fantastična. To je kolijak. Ja, dejansko okoli gozdovi. Ja. Neverjetno zgleda. Ne vem, kje so to našli? Ja, mislim, da je res skoraj za UNESCO. Ja. Na nek način, mislim, res ta amfiteater. In tudi, če si predstavljate, ne, mi imamo sonce in jutranje in večerno. Dejansko ga obide ta lega. Res, da je, naprimer, da mogoče na drugi strani nimamo toliko večernega sonca, ampak spet pa da to je neki karakter temu vinu, ne, so bolj sveže arome, ne. A sem vas prav razumel, ko govorite Bodonci, Kramarovci, Mačkovci, vsak od teh ima svojo sorto grozdja? Vsak od teh ima svojo sorto grozdja, vsak od teh je tudi posebno. Mi smo tudi... Se pravi, kaj pridelujete v Bodoncih? Bodonci je Sauvignon, star vinograd, 35 let star vinograd Sauvignona, pa en mladi še bil spodaj, ampak večinoma je tam Sauvignon. No. V Mačkovcih je pretežno modra frankinja, Kramarovci Chardonnay. Ja. Koliko letno 60 000? Rečemo tam nekje med 60 in 70. Želja je, mi smo to, ker smo dejansko posestvo smo mi zmanjšali iz 45 hektarov na 22, smo se odločili, kire sorte, in zato je bila tudi odločitev. Mi smo z začetka razmišljali, moče, če obrazložim, zakaj imamo vina, kjer so imena gor kot lek oziroma krajev v našem primeru. Ker meni se zdi najbolj pomembno pri vina je poreklo. In tudi zdaj, če gledate skozi obdobje ali pa kaj se je vedno s tem vinem dogajalo, se mi zdi, ta vrednota je bila vredno ovrednotena z poreklom. Poreklo pomeni pač, odkot prihaja grozdje. In to pomeni, ne vem, če mi dajemo podarek na poreklo, pomeni, to so naši vinogradi, mi delamo tam, mi se z njimi ukvarjamo, to je dejansko našo, to ni od nekod prinešeno, ni niti kupljeno. Tako da se mi zdi, to je ta vrednota. In ideja je pač bila, da poskušamo narediti dve zvrsti, kot Goričko belo in pa Goričko črno, kjer je izražena ekspresija vseh treh naših vinogradov. Naprimer, jaz imam belo grozdje, en laški riznik stari sem pustil tudi v Mačkovcih, ker je osnova za to Goričko belo, Sauvignon pa prihaja iz Bodon, Chardonnay iz Kramarovc, in ti dejansko lahko res vidiš ekspresijo Goričkega. V meteorološkem smislu, da rečem, da je vseeno, Kramarovci so malo hladnejši in imaš občutek te hladnosti, ne? Ker Gorička vina... Pa govorimo o 20 kilometrih, pa govorite o hladnejšem, toplejšem. Ja, če pogledate, če bi gledali vinograd v Mačkovcih, jaz dejansko za to našo modro frankinjo, ki je polnjena posebej pod etiketo kot modra frankinja iz lege Mačkovc, je tudi samo en del vinograda odbran. In so tudi neverjetne razlike, čeprav bi si predstavljali, pa se to je vinograd modre frankinje. Se tudi, če gledate samo po sebi, zgoraj na vrhu je sigurno bolj revna zemlja kot spodaj. Ki se izpira. Konec konca je ponavadi tudi plasti so šle, da je bilo zgoraj več peščenjaka, mi imamo tega kremena dosti je prodnikov in eni deli so zelo prodnati in normalno, da je tam grozdje manjšo, jagode so manjše, ampak imajo dosti več okusa. Ko mogoče spodaj, ker je težja zemlja, več gline je prisotno, več vlage se, tam je večje grozdje. In zdaj to govorimo, da rečemo v razmaku 50 metrov. Vse, če boste prišli kdaj na trgatev, boste hitro ugotovili, da imamo, ne vem, da se trga vrsta mogoče samo 50 metrov, pa se drugih 30 metrov trga za eno drugo vino. Zdaj, po vsem, kar ste pripovedovali, gospod Valcel, je
meni logično, da je vino tako pridelano, kot ste opisali, dražje. Proizvodnja, že sama proizvodnja je dražja kot tam, kjer greš na maksimum pridelka na trto, pa takoj drugo leto prodajaš in tako naprej. Ja, sigurno. Saj, če pogledate, ne vem, 3-letnike med skladiščene v kleti, kaki kapital je, ne. Poleg tega, mislim, da rečem, sodi so odbrani res od vrhunskih proizvajalcev, gre za drevesa, ki so ponavadi čez 350 let stara in še pol tam starana. To je res dejansko naložba tudi, da rečem, generacijska. En taki sod imeti v kleti, to ne pomeni tista. In normalno, če vse skupaj sešteješ, plus koliko uri preživimo v vinogradu, največ časa je nedvomno preživimo v vinogradu, ne? In koliko ročnih ur je narejenih. In normalno, to je neka vrednost. Jaz vedno gledam to, čeprav se mogoče na začetku komu zdelo, ja, pa je lahko prekmursko vino, ima takšno ceno. Jaz mislim, da treba gledati z druge perspektive. To vino je na nek način, ko jih postaviš ob bok najdražjim vinom sveta, zelo poceni, ne, zelo ugodno na nek način. Ne. In se mi zdi, to je tudi vedno bila naša prednost prodati ta vina v tujini. Ne. Ko jih daš ti na skupni imenovalec, ko daš ti sovignone na skupni imenovalec, sovignoni starega sveta iz Francije, tiste res najdražji so tam, ne vem, 100, 200, 300 evrov stekleničke. Ne, naš bodonski pa je tam okrog 30, ne. In ko ga daš ti na slepo degustacijo nekje, pa ne bom rekel, da so sploh kakšne razlike, se zna zgodi tudi, da je kvečemo boljših častih, kje izpade, ne. Zdaj vas bom tako vprašal, ker ne bi rad tako osebno šel. Bil sem v pokrajini Villany na Madžarskem, kjer je podobna zgodba kot pri Polaniču. En bogataš, ki se ukvarja z sončnimi elektrarnami, si kupil gorice, kupil kletarja, vinarja, se pecljal in tako naprej in je nekajkrat dražje njegovo vino, ampak njega to sploh ne zanima. Njemu sploh ni važno, da to proda, ker ima to za igračko. A se to pri vas podobno dogaja, da ni tako pomembno lastniku, če proda, kot to, da ima vrhunsko vino? Vinarstvo je na koncu ekonomska panoga. No. Jaz mislim, da glede na to, kako smo se mi lotili tega našega posestva, na kaki način tudi se želimo pokazati, mislim, da se vidi, da ni to neka ljubiteljska panoga. Če je bila to ljubiteljska panoga, mislim, da se ne vem, zakaj bi se pol sploh ukvarjali v nekimi detajli. Ne? Jaz mislim, da to primer, ki ste ga omenili, da je bolj navidezno, na nek način nareto, ne vem, najdražji sodi, najdražja oprema, mi to vse znamo, enologija je zadaj, na koncu je tako, pač tako vino. Jaz mislim, da je pred nam vse drugo kot to, kaj sem naštel. Razen, da mogoče normalno, da zgleda zelo moderno, ampak vsak ima možnost priti v naš vinograd, na začetku rasti, da rečem, v sredini vegetacije, na koncu trgatve in si najbolj samo ustvari sliko, ali je to kot neka igračka, ali je to dejansko ena zelo tehno postavljeno kmetijsko posestvo. No. Gorička modra Frankinja vam je očitno zlezla v žile. Kaj pomeni to za osebno razmišljanje Uroša Valcla? Kako dolgo še vztrajati na Goričkem? Kaj se dogaja z vašim vinogradom v Kungoti? Ma ne, gledajte, jaz, ko sem leta 2009 pristopil prag Marofa, mislim, da sem se podpisal tudi z celim mojim življenjem. To je moj način življenja bil zadnjih 20 let in tudi način življenja, ki ga vidim v prihodnje. Jaz se sigurno ne bi lotil tega, mislim, prvi vrsti je, da jaz nisem enolog. In če bi bil enolog, bi mogoče razmišljal tako, oziroma to istočnico, ko ste mi dali, jaz razmišljam tukaj, da rečem 50-100 let naprej
In to, kaj zdaj mi sadimo, to, kaj zdaj mi razmišljamo, želimo na nek način pokazati ali pa okarakterizirati in si želimo, da bo čez 100 let tako, to, kaj mi zdaj razmišljamo. In želim, da tisti, ko mogoče čez 100 let razmišljajo, bo razmišljali za naprej, za naslednjih 300 let. In tu se mi zdi, da tu sploh ni dvoma. Jaz ne samo, da se počutim krasno na tem posestvu, jaz tudi konec koncev zadnjih sigurno 6-7 trgatev naredim skupaj z gospodom Stankotom, pride vsaki dan, prevzemamo grozdje. Mi smo en mali tim, dejansko nas je zaposlenih samo 5 ljudi in je tukaj res taka ena prava prepletenost nekega razmišljanja v ekonomskem smislu, kot tudi valjda, kaj si mi želimo. Moram reči, da kar je bilo meni omogočeno, je to, da so na nek način mi pustili, da sem lahko vina 3-4 leta zorel v sodih. Jaz sem pač ugotovil, če res želimo izraziti to goričko, pa na ta način, ko ga jaz razmišljam, naprimer jaz ne uporabljam kvasok, ne dajem hrano zraven, ta vina so zelo reduktivna, so zelo zaprta in ona sigurno pred 3-4 leti sploh ne pokažejo tistega pravega bistva. Tudi, da rečem, modra frankinja, ki je ostekleničena, pa jo mogoče kdo popije, pa če si ne vzame vsaj nekaj minut za to vino, ga bo verjetno razočaralo. To ni za na ekstra. Pa lahko je tudi za na ekstra. Niste mi še odgovorili na vprašanje, kaj je s Kungoto, z vašim posestvom? S Kungoto, jaz sem iz posestva imelo 4 hektarje vinogradov, pa tam nekje 15 hektarjev njivskih površin, njivskih travniških površin. Tiste njivske travniške površine sem dal v najem, oziroma tam sosedom, da mi pač to malo obdelujejo. 2 hektara vinograde sem izkrčil, 2 hektara pa še sam hodim malo, pa dejansko se igram še s tistim. Moram reči, da v zadnjih 10 let nisem naredil dobenega vina, ampak pustimo se presenetiti. Nekega dobrega vina ali kaj? Ne, sploh ne, nismo imeli niti trgatve, vedno je. Kaj pa potem delate s tem? Ja, ostalo je. Mogoče si kaki sosed, kdaj na trgu, kaki grozd. Ja? Ja, to niso tako male količine na 2 hektarjih. Niso male, ampak jaz nisem nikoli želel, da bi kdo drugi hodil po teh mojih vinogradih. Ne vem, to smo se dosti krat z mamo tudi Pa to ne škodi vinogradu, če ga ne poberete? Načeloma ne škodi, konec koncev lahko ga peronospora pobere, pa tudi ni grozdja ali pa pozeba, na nek način ne škodi. Vedno je bila debata to z mamo, zakaj ne, ampak se mi zdi, da to je bil vedno nek moja energija, je tam not, te trte me čakajo, mogoče bom pa, kaj te vem, na koncu, ko upam, da bo kdo od nas se navdušil, pa želel dalje delati na Marofu, da bo še vedno čas za to. Jaz mislim, da trta je vedno selektivna, se mi zdi tudi zdaj, če gledate, pa mogoče vsi zdaj malo že paniko delajo, ampak če bo zdaj par dni sončnih, krasnih temperature, tam okrog 25-30 stopinj, bo trta to nadoknadila. Tudi zdaj, ko je zelo dežja, pač ti trta ne posrka toliko vode, ona je selektivna, se mi zdi, se zna prilagajati. Pametnejša od človeka. Ja. Uroš Valcer, hvala lepa za ta pogovor. Ja, hvala.